kaj sliko otroka, tak ali tak ti ni poslala, pač nisi dojenčka videla. Ti je? Pa kaj se ti zdi kaj? Ne, veš kaj, včasih se downi kar vidijo. Saj veš, ne? Blažja oblika pa ni vidna, vidi recimo nekdo, ki se res z njimi ukvarja, ali pa kaka eksotika. To tudi, ne, ali otrok ne sesa, to je kar tudi, glej, dodatna kljukica, ne. Iskreno, zna nekaj biti. V bistvu ta trenutek ne moreš nič. Nič ne moreš. Ker dokler ni črno na belem, upaš, da nič ni. Takrat je bila ona že z eno nogo v grobu, dobesedno, ampak jaz takrat, vsi so tam, one sestre, se spomnim, so bile cele solzne, pa sem mislila, pa kaj je z vami, kaj se pa Sofija ne bo umrla, kaj za vi nekaj to govorite, ne? Čeprav sem si po drugi strani želela, da se enkrat že konča, ker so mi vsi govorili, da bo, pol pa so prišli domov, no in pol mi prijateljica pred kratkim pokaže to fotografijo, pa sem rekla, ona je bila že res skoraj mrtva, ne. Posebne potrebe so tisti, ne, ko se pač taki rodi, ko je te prizadet, ne, taki otroci. In potem je Sofija bila na mamini razstavi, je slikico dobila. Pol je moja mama prišla na obisk, pol pa kar več ni mogla biti tu, ker se je začela jokati in odšla, in pol sem si mislila, ja, jaz pa moram tu poleg tega otroka ostati, ona gre, jaz bi tudi najraje odšla ven, kaj, mislim, jaz pa se moram ves čas tako nekako spopadati s tem. Alors elle commence à s'imaginer qu'elle pourra l'oublier ou le retrouver. Najprej je imela otroci s posebnimi potrebami, zdaj pa ima razstavo človek brez dela telesa. Eni pa je mami našla ene svoje, eni, ko nimajo rokic, en fantek, ko ima tu rokice, ko nima nogic, tako. Elle erre sans but et sans âme dans son petit. Prezgodaj rojena, v tem smislu zahirana, ne sesa, odprto nebo, ki ni čez celo, ampak malo. Ne vem kaj vse, in pa sem pa rekla, kaj bi lahko bilo, zato ker sem tako po spominu iskala mogoče kakšnega otroka, ki sem ga jaz v službi srečala, pa rekla nekaj zelo redkega. Ampak moja, ne vem, če je vedela, da tako redka punca prihaja. Tendra sur le sable, dissimulé sous le silence, et camouflera ses rêves et souvenirs. Imam sestrico in bratca. Bratec je ime Lev, sestrici pa je ime Sofija. 3 so mi je 13. Désir sous une pluie d'étincelles, évite à tout prix de regarder le ciel, esquive à tout prix ses rêves et souvenirs. Entre tout et rien, elle erre sans but et sans âme dans son petit jardin. Elle attend que les cerisiers fassent. In je bilo najbolj zanimiv vtorek, ko sem šla z obema k zdravniku, no in gremo in pol smo 1 uro čakali in pol Sofija mi tam bruha. In pol mi reče zdravnica, da treba še počakati, ker je bil na vrsti en fantek, s katerim, ne vem pač, kaj so imeli nek razgovor, ni bruhal, ni kašljal, ni nič.
In pol sem se začela jokati in sem rekla, da ne bom več in da ne zmorem več in da jaz grem domov. In da je ne bom več čakala, ne, in se mi je zdelo, da prvič v vsem tem času, da sem spustila in sem rekla, ne, jaz več tega ne grem in vas ne bom čakala, ne. Jaz sem stara 6, moj ati pa mami ne vem, Sofija je stara 2, Leo pa 1 leto. Sofija, moja sestrica. Ne glede na to, kako se ne zmore, da ima neko komunikacijo, to hočem reči. Sploh, če si dolgo z njo, če si je navajen, to veš, kaj želi, na kak način. Tako je smotano, to, ker včasih kdo misli, zakaj je ona toliko tam na blazini, pa če ona preprosto tam želi biti, se rada pocarta, ampak ona ima rada svoj mir, ne me gnjaviti, ne me nositi preveč, ne me preveč cartati, tak se mi zdi. Ne? In če jo poslušaš, je ona zadovoljna, no. Levček pa, če imaš tako disko glasbo, ne, ti pa on tako se sedi, ti pa tako. Včasih tak ali pa tak. Sofija realno gledano ne bo odrasla, ne. Mislim, da bom postala. Tako sem bila ponosna, Sofija v vrtec, Sofija, ki bi morala umreti, iz katere ne bo nič in zdaj gre šefica v vrtec, ne. Tako res, kot da bi moj otrok diplomiral.